Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je že 8. Ja, me je zdelal tale zaspan, oblačen dan, ampak gremo naprej. Danes o tem, kako se soočiti z mislimi. No, kot lahko vsak vidi, so misli zelo hitre, pojavijo se iznenada, kot strela, kot blisk, ampak se lahko z njimi ukvarjamo na ta način, da jih lahko upočasnimo, ustavimo, zanaliziramo. Kako lahko to storimo? Prva stvar, kar moramo vedeti, je to, da smo mi odgovorni za to, da ko se misel pojavi, da nadaljujemo z našimi aktivnostmi in gremo naprej. Se pravi, nekaj delam, recimo zdaj hodim, se pojavi misel in sedaj pustim to misel in grem naprej. In ne posvečam pozornosti. Če pa se notranje umirim in rečem stop, vdihnem, sem tukaj in zdaj lahko pogledam, o čem sem zdaj razmišljal in nekako to misel obudim, jo spet prekličem, se jo spomnim. Torej, lahko nekako upočasnimo naše delovanje in vsako misel zanaliziramo. Naša odgovornost je torej, da bomo misel pustili, da ko se proizvede, da se aktivira in jo dopustimo in ji sledimo in razmišljamo, ali pa rečemo ne. Ne dovolim, da misel vzame moje pozornosti. Dajmo pogledati, iz česa je sestavljena, zakaj se je pojavila, se pogovorimo z njo in si jo odpustimo. No, prvo orodje za upočasnjevanje misli je govorjenje, govor. Kajti misel je energija, je kot neke vrste elektrika, je kot neke vrste posnetek, filmski posnetek. Lahko primerjamo misel z hitro predvajanim filmskim posnetkom. Kot veste, film je sestavljen iz nepremičnih sličic, približno 24 do 30 sličic na sekundo, ki se zelo hitro predvajajo. In ker naše oko ne zazna zelo hitrega gibanja, potem tako predvajanje zaznavamo kot tako skladno premikanje, ampak v resnici je pa vsaka slikica nepremična. In podobno je lahko tudi naredimo z mislijo. Lahko to misel ustavimo in natančno pogledamo, kako je sestavljena. Sličico po sličico, vsako njeno podrobnost. In kako to naredimo? Torej, je energetski sistem, je energija, je virtualna resničnost, ki ni del te fizične realnosti. In če hočemo misel zanalizirati, jo moramo naprej narediti del te fizične realnosti, da jo po eni strani zmaterializiramo. In kako lahko misel zmaterializiramo? Prva stvar je ta, da jo lahko izgovorimo. Ko misel izgovorimo, ko pogledamo, kakšna misel je bila in rečemo, mislil sem si pa zdaj to in to in to. In izgovorimo, kaj smo si mislili. Na ta način, za samim aktom izgovarjanja misli, bistveno bolj upočasnimo to misel in jo ozavestimo, se zavedamo, kaj je misel govorila, kaj je rekla, iz katerih besed je bila sestavljena. Drugo orodje, še bolj učinkovito za analizo, je pa materializacija misli z pomočjo pisanja. Kajti takrat, ko se vzamemo čas, se usedemo, vzamemo v roke list papirja in pisalo in gremo v svoj in ozavestimo misel, se spomnimo, takrat lahko z uporabo samoiskrenosti
zelo natančno ugotovimo, kakšne misli so se nam pojavile, iz česa so bile sestavljene in lahko uzavestimo še tako drobno, subtilno misel. Tako da za pisanjem potem lahko zapišemo besedo za besedo, natančno, vse skrite, majhne, drobne, skrivne misli, ki smo jih dopustili, in potem, ko opišemo nek dogodek, kaj se nam je zgodilo, kaj smo naredili, kaj so drugi naredili, kaj so drugi rekli, kaj smo mi rekli, mislili in storili, potem lahko naredimo celotno sliko tega dogodka, natančno napišemo celoten scenarij. Toda ključno je, da preko pisanja, da zanaliziramo vsak naš dogodek in predvsem, da notri vključimo, kaj smo mi si skozi te dogodke mislili, kakšne misli so nam rojile po glavi, ko smo nekaj počeli. No, potem pa seveda ta scenarij zanaliziramo in ključno je seveda, da potem ugotovimo, katere misli so tiste, ki so razdvajajoče, katere nam onemogočajo, da bi sprejeli realnost tako, kot je, katere misli so sebične, v katerih smo delovali iz lastnega, egoističnega, sebičnega interesa. In potem si to odpustimo. No, toliko samo na kratko, potem bomo pa še v naslednjih posnetkih šli bolj podrobno v razlago, kako se ta orodja ozaveščanja in preobražanja miselnih vzorcev uporabljajo. Nasvidenje, do naslednjič. Čao.